šola, pa je nekaj posebna. Ja, res je. To je zelo majhna šola na vasi. Kaj v bistvu pomeni, da je ta šola podružnična? Podružnična šola pomeni, da spadamo pod eno veliko šolo, to je matična šola, ki je v mestu. To je osnovna šola Frana Albrehta Kamnik. In mi smo pač en del te velike matične šole. Koliko razredov pa je na tej šoli? Ja, v bistvu je to eno delek, v katerem so 4 razredi. 2., 3., 4. in 5. razred. A imate tukaj tudi 1. razred? Ja, imamo, samo v tem šolskem letu ne, ker je pač pride obdobje, ko prvošolcev ni, so samo večji otroci, v naslednjem šolskem letu pa jih bo 9. Koliko je pa tukaj trenutno učencev? Trenutno jih je 10. Tole je 2. razred, 3. razred, 4. in 5. razred. Kako pa poteka pri vas pouk, ko imate tukaj različnih razredov skupaj? Ja, ker smo vsi v enem prostoru, različni razredi, mi pač naredimo en tedenski plan in potem nimamo tako strogo ločene ure, recimo 45 minut slovenščina, ampak obravnavamo eno temo do konca, gremo potem na naslednji predmet. Ker imamo 4 razrede, izberemo enega avtorja, 4 berila, 4 različne zgodbe in potem uporabimo večje učence, recimo z 5. razreda, ki že veliko znajo, da pomagajo in potem oni pač sodelujo pri pouku in povejo zgodbo. Povedal bom zgodbo o mali miški, ki si kuje srečo. Mala miška se je odločila, da si bo skovala srečo. Odpravila se je k kovaču, da ji posodi kos kovine. No, to je bil del zgodbe iz berila za 3. razred. Zdaj pa, ker imamo mi 4 razrede, naredimo tako. Razdelimo pač tablo na 4 dele, da otroci vejo, kaj mora kdo delati. In zdaj oni bodo to samostojno brali, večji učenci že samostojno, 2. razred pa rabijo še malo pomoči, tako da če bosta vidva malo pomagala. Potem pa oni v zvezke to tudi zapišejo, ilustrirajo, dobijo različne naloge glede na starost. A ti kaj pomagam? Lahko. Okej, bo kar skupaj prebrala. Miška ne more zaspati, premetava se sem in tja. Bodite vendar malo manj poredni. Malo manj poredni. Imate že kakšno idejo za naprej, da lahko že začnete v zvezke pač pisati intervju, ja, napišeš naslov. A na tej šoli imate telovadnico? Ne, telovadnice pa nimamo, samo jo čisto nič ne pogrešamo, ker gremo vedno ven v naravo, imamo tukaj vse travnike, gozd, hrib, nič nam ne manjka, ampak kadar je pa res slabo vreme, pa mi tukaj v tem razredu tudi telovadimo. Tako da učenci že vejo, oni pripravijo razred. Kadar imamo športno, se pa malo tudi razkomotimo, pa damo tele jopce dol, včasih se tudi preoblečemo v kratke hlače pa majčke, ker gremo. Vidva bo ta partiček dala, pa sendvič, jaz vam bom pa razdelila čaj. Okej, boš ti pomes sendvič. Evo, dober sendvič. Hvala. Evo, vročec, pazite, dober tek. Hvala. Dober tek. Vama je všeč pri nas? Ja. Kako se ti počutiš, ko si čist edini v 4. razredu na tej šoli? Je v redu, pa z nobenemu ne mora zaostajati. Kako se ti pa zdi, da si edina učenka na šoli? V redu, s fanti se veliko skupaj igramo in pa dobro se še razumemo. Kjer je pa vaj najljubši predmet? Šport najljubši. Kaj pa počnete, kaj pa športni? Ja, gremo se ven igre, a pa se tudi sankamo kdaj, se gremo loviti, kje dvema. A pol te boljš, da vas je tako manj v razredu? Do katerega razreda pa si v tej podružnični šoli? Do 5. Najboljši sem v razredu, a ne? A na celi šoli? Na celi šoli v razredu, ja. Kam pa greš pol v 6. razred? Na osnovno, na matično šolo. Da. A vam je všeč na tej šoli ali bi šla raje kakšna večja? Ne, všeč.